Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes na ključno sporočilo iz knjige Ko imajo duše žur. Da vidimo. Kako blagoslovite svojo vodo? Bila sem tam. No ja. Očitno bomo ta prvo blagoslovili svojo vodo, ki jo pijemo, se pravi, vi lahko z močjo jaz sem, ki sem, naredite čisto vse. Svet stopa v novo dimenzijo in ta nova dimenzija je dimenzija stvarjenja. Vedno bolj se prebujamo, vedno bolj smo povezani s svojim srcem. Ko čistimo svojo nesnago, tisto, kar vlečemo, kar imamo zakodirano na svoji DNK duše, bolj postajamo srčni, mili, sočutni. In s tem se nam tudi veča naša moč. No in bom mogoče začela s to pesmijo. Bila sem tam. Videla sem, čutila sem, dihala sem. Bila sem tam. Prebuja se nov dan. Jutranja zarja poljublja nebo. Stojim in samo sem. Svojo prisotnostjo, s celo svojo bitjo, sem priča rojstvu novega dne. Slavim novo rojstvo. Bila sem tam. Dlani mi poletijo v nebo, od sreče, radosti, odganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. Iz grla prileti radostna pesem, od sreče, radosti, odganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. Telo se mi giblje ob čudovitem proslavljanju, od sreče, radosti, odganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. Solze sreče mi polzijo po licih, od sreče, radosti, odganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. In tudi ti si bila tam. Svečenica v vsej svoji lepoti. Spomni se, bila si tam. Tam smo bili. Z vso svojo močjo. Tam smo bili in smo ustvarjali. In zdaj je čas, da se naše duše spomnijo. Spomnijo, kdo smo. Zadnje čase na internetu zgodba Matijas De Stefano, to je en fant iz Argentine in on se že od malih nog spominja, kdo je bil v vseh preteklih življenjih. In rodil se je v družini, kjer so bili, on pravi, gnostiki, se pravi neverci. In mama je pač poslušala njegove fantazije. In potem, ko je bil v najstniških letih, oziroma ko je bil čas za fakulteto, se je odločil, da bo postal učitelj, zato da bo pomagal takim dušam, ki pridejo na zemljo, ki se spominjajo. In v enem trenutku, ko se je pogajal s svojimi vodniki, da on pač ne bo še šel se izpostavljati, je enostavno ni več znal govoriti po špansko, je začel tuje jezike govoriti in v glavnem ga je duhovni svet prisilil, da je začel širiti to sporočilo. On pravi, kako že, pot do spominjanja, nekaj takega, v glavnem remembering je noter. In v bistvu on pravi, da s tem, ko je njegova naloga, njegove duše, ko se spominja vseh življenj, je zato, da se spomnimo mi, kdo smo, da smo veliko več kot samo eno življenje. In zanimivo, to zadnji video, ki sem ga gledala, on je šel na potovanje okrog sveta, da je dobesedno odpiral čakre zemlje. Prav, da zemlja je živo bitje, ki ima ravno tako energijske centre kot mi ljudje. In je šel, recimo, prva čakra je Afrika, pravi, to je zibelka človeštva, tam vsi izviramo. Potem je druga čakra, spolna čakra je povezana z Indijo in pravi Indija, tudi ta višja duhovnost, kdor išče sebe, gre kam? V Indijo, na vzhod.
gre iskat sebe. Potem je solarni pleksus povezan z Srednjim vzhodom, tudi Bližnji vzhod, kjer je nakopičena jeza in pravi, da odraža Bližnji vzhod naša potlačena čustva, da mi v bistvu to zrcali nas. Potem je Evropa srce sveta in pravi, srce poganja kri po celem svetu. Lahko bi to imenujemo kolonializem. Se pravi, ko je iz Evrope so šli ljudje po celem svetu, tako kot kri, ki jo srce požene po celem svetu. In potem je grlena čakra, je povezana z Ameriko, je povezana z izražanjem, z internetom, z inovacijami, in potem je pa kronska čakra, pa povezana je pa Južna Amerika, kjer je pa v bistvu zibelka novega človeštva, pravi čez 200 let. In da zdaj pripravljamo neke temelje za naše potomce. In jaz verjamem v to, da vse, kar mi naredimo za našo rast, vplivamo na naše otroke in ti bojo vplivali na svoje otroke in tako naprej. 9 rodov. Se pravi, da vse tisto, kar vi počistite zdaj v svojem življenju, to je za 9 rodov naprej. Tega ne potrebujete več. Tako kot to, kar vi predelujete, je tudi lahko še za 9 rodov nazaj. No in zdaj, če pogledamo, tukaj se mi pa odprla knjiga Kako blagosloviti vodo. Mi smo narejeni iz vode. 80% našega telesa je narejeno iz vode. Voda nas sliši, vse naše misli sliši, vsa čustva, vse strahove, vse tisto, kar nosimo globoko v sebi, naša voda nas sliši. In tako kot smo naredile, moja Anja, ta mala hčerka, je naredila preizkus z vodo, ki nas sliši. In poglejte, voda, kjer je napisan rad te imam, je kristalna, in ta, kjer piše gor Grci, je dejansko strupena. In ta je primerjalna, ki je nevtralna. Dejansko Jože Munih, ko je meril te energije, je rekel, da ta, na kateri piše rad te imam, poseben si, čudovit si, občudujem te, je celo zdravilna in seva okrog sebe, približno meter okrog sebe seva zdravilno energijo. Medtem ko ta, kjer piše gor Grci, sovražim te, idiot, baraba, seva strupeno energijo in dejansko voda notri je strupena. In ravno tako se dogaja z nami. Mi bolj kot smo v nekih slabih čustvih in bolj kot se kritiziramo, si govorimo, Grci, noben te nima rad, noben te nima rad, noben te nima rad, kako sem žalostna. Koga zastrupljate? Sebe. A vidite? Kaj mislite? Kakšna usedlina plava po vaših celicah? Dejansko to plava, ta usedlina temnih misli plava po vaših celicah. Vsaka vaša celica občuti, nihče me nima rad, nihče me nima rad. Kako spostaviti ljubezen takrat, ko vas mogoče na tej zemlji res nihče nima rad? Kako občutiti ljubezen takrat, ko vas mogoče nekdo zapusti? Ali pa mogoče nekdo umre? Kako občutiti takrat ljubezen? Glejte, v kar verjamem, res verjamem, naša duša nas ima neizmerno rada. Naši vodniki nas imajo neizmerno radi. Ta božji svet, ki je nam neviden, nas ima neizmerno rad. In spet se nanašam na besede Matija de Stefano, je rekel, da mi ljudje na tej zemlji smo tako kot bakterije v črevesju. In bakterije v črevesju pač pomagajo črevesju, da lahko opravlja svojo nalogo. Ravno tako, mi ljudje smo bakterije na zemlji in pomagamo zemlji opravljati njeno nalogo pri evoluciji. No, ampak dejstvo je, da a bomo dovolili, da se bohotijo slabe bakterije, ali je boljš, da damo, ne more biti ravnovesje. Tako v črevesju mora biti ravnovesje, kot tudi na zemlji, oziroma čas je, da vsak svojo temo počisti, da ta dobra energija kroži. Ampak dejstvo je, da ne more krožiti, dokler mi pač ne počistimo svoje teme.
In vem, da ni enostavno. No, danes bomo šli na nekaj sporočil iz kart Prehod v novo dobo, pa zdaj imam tle vodstvo bogin. In spet je prišla neskončna zaloga. Glejte, vedno, ko tele karte vodstvo bogin potegnem, skoraj vedno je preskrbljeni ste za danes in za vse naslednje dni. In prav zdaj, če gledam, da mi imamo evropsko karmo, da smo srce in kdaj srce zakrkne. Takrat, ko ne želi čutiti, takrat, ko ga vodi pohlep, takrat, ko ga vodi tudi žalost, takrat nastane usedlina na srcu. Zato, dajte zaupati stvarstvu, da bo vsega dovolj, da boste imeli dovolj denarja za plačati položnice, da boste imeli vedno dovolj za svoje preživeti. Zaupajte, da nas ta sila, ki nam daje vsak dan dih življenja, da nam bo dala vsega dovolj. Vem, vsi čistimo, tudi jaz seveda, vsi čistimo in dokler imamo strah glede pomanjkanja ali pa glede preživetja, seveda se oklepamo nečesa. Ta oklepanje nečesa se potem pozna kot kalcinacija sklepov ali pa mogoče kalcinacija v ramah in tako naprej. Ne smem kazati na svoji rami, moja rama je zdrava. To ne rabim na moji rami, že čistim to energijo dol. No in zdaj, če mi gledamo, da vsak izmed nas, nisem še navajena na mojo novo frizuro, da vsak čisti in če imam težave z rameni, pomeni, da sem si preveč naložila na moje ramena in če imam kalcinacijo na desni rami, pomeni, da sem jezna, tako močno jezna, da sem okostenela v teh svojih vzorcih jezena moški svet. Se pravi, bi bil čas, da nekaj naložim moškim, razbremeniti se moram. Ne skrbite zaradi prihodnosti. Vedite, da boste vedno imeli dovolj hrane. Za vaše potrebe bo vedno poskrbljeno. Preživite nekaj časa ob morju, plavajte z delfini. Preselite se na obalo ali na otok, pojdite plavati, jadrati ali deskati. Posvetite čas ali denar varstvu morja. Neskončna zaloga. Če samo prejemate, ne boste uživali v tem, kar imate. Ravnotežje prihaja iz uravnoteženega dajanja, kot ste vodeni, in veselega in hvaležnega prejemanja. To je natanko tako kot dihanje. Oba, vdih in izdih, sta popolnoma enako pomembna. Vsak dan se urite v dajanju in prejemanju in nikoli ne boste ničesar si več želeli. In pojmo na dih. Takrat, ko ste najbolj v stresu, ko se vam najbolj mudi, se umirite z dihanjem. Vdih, izdih. Počasi. Prav zavestno. Kako diham? Hitro moram. Ne, umir se. Počasi dihati. Prva stvar je vdih. Lahko mirno dihate. To je toliko pomembno. Sebe učim, da ne o tem mislim. Sebe učim. Dajmo, Ušotove karte, da vidimo. Ušotove karte, zen tarot, zen, mir. No pa da vidimo, kaj ustvarjamo zdajle. Ta trenutek ustvarjamo sprejemanje. Vase se zadzirati. Dajte, kako sta prišle dve zanimive karti. Ta je, tudi če je okrog vas 1000 ljudi, ki imajo 1000 mnenj, vaša notranjost, vaša voda je lahko mirna. To je vaša odločitev. Vaša odločitev je, kakšen je vaš svet. Se boste odločili za to, da boste mirni ali pa da boste vse te grozne glasove okrog sebe poslušali. In druga karta, sprejemanje. To je pa kundalini energija, ki teče po hrbtenici navzgor in vpliva na razcvet. In prav zdaj, če gledam kundalini energija. Kundalini energija je energija orgazma, ne nazadnje. Kundalini energija je tista energija, ki jo lahko tudi aktiviramo z dihanjem. Ko vdihnemo, kot da si predstavljamo, da skozi maternico oziroma skozi nožnico vdihnemo, ali pa da si predstavljate
kaj že, križ, točno tam skozi križ, da vdihnete in da energija gre po hrbtenici navzgor. Se pravi, vdih, 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 pride do epifize, potem pa v hipofizo in izdih. Krožno dihanje. In prav ta energija, kundalini, ki jo lahko z dihanjem aktivirate, vpliva na to, da se vaš notranji svet začne umirjati. Da energija steče po vseh hormonskih centrih in da se poveča energija sprejemanja stvarstva. Energija to, kar prihaja od zgoraj. Tako da dih je osnovna zadeva in gremo še na karte prehodov na vodobo, da vidimo, bitja svetlobe me ljubijo in srčna čakra. Bitja svetlobe so povsod okrog nas. Mi jih ne vidimo, ampak jih lahko zaznavamo. Bitja svetlobe nam šepetajo. To je tisti droben glasek, te usmerja. Ampak bolj kot smo tako v tistem strahu, bolj plitko dihamo, bolj sigurno jih ne slišimo. Srčna čakra je pa tista, ki ima svojo modrost. Modrost in glejte, ko mi predihamo strah, gremo energija ali pa center našega zavedanja gre iz solarnega pleksusa v srčno čakro. Srčna čakra, bolj kot smo, ta ameriški izraz je koherenca, se pravi, usklajeni srce in kronska čakra, bolj smo mirni v sebi. In ja, nam reka, da je enostavno, kar ni, ampak če delamo na odpuščanju, s tem razbremenimo sebe. Če delamo na lepih spominih in če delamo na tem, da slikamo svojo srečno bodočnost, enostavno se zgodi, da se aktivira, vedno bolj je aktivirana srčna čakra in bolj kot je aktivirana srčna čakra, večji imamo pretok dobre energije in bolj široko je naše energijsko polje. Dobesedno naše energijsko polje se veča. Vsi imamo vpliv na to. In zdaj, če grem na začetek tega videa, ker sem začela govoriti o bila sem tam. Čas je, da se spomnimo, kdo v resnici smo. Čas je. In ja, tale knjiga vam vsekakor pomagala, da se spomnite, da ste velika duša, da ste duša na potovanju, ki se uči, ki ima lekcije življenja in ki želi kot duša narediti korak naprej. Pa ne enega. Mogoče ste si zadali v tem življenju 5, 6 ali 10 korakov in zato imate veliko težav. Tako da veselo korakajte in boste videli, stvarstvo vas bo vedno podpiralo, ko boste korakali s srčno energijo. Vse dobro vam želim.